Odkar je predsednik vlade Robert Golob napovedal, da načrtujejo postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji, se sprašujemo, kako nam bodo slednje pomagale pri razreševanju draginjske problematike. O sončnih celicah in domači oskrbi s sončno energijo je z nami spregovoril Jaka Ambrožič, strokovnjak za sončne elektrarne. Kaj sploh so sončne celice? Sončne celice so v bistvu ena naprava, katera spreminja sončne fotone v električno energijo. To je na kratko. Ko se odločimo za pridobivanje sončne energije, najprej premislimo o ustreznih shemah za postavitev elektrarne. V Sloveniji je najbolj razširjena shema individualne samooskrbe. To so sončne elektrarne, ki se vgrajujejo na hiše posameznih fizičnih in pravnih oseb. Za to shemo velja celoletni obračun, v obdobju katerega sončna elektrarna proizvaja energijo in jo oddaja v omrežje. Hiša istočasno jemlje iz omrežja, če energijo potrebuje. Kaj vključuje obračunsko obdobje? Prav pri sistemu individualne samooskrbe je enkrat letni obračun. V tem času, se pravi od 1. 1. do 31. 12., kakor traja to obdobje obračunsko, se uporabniku sončne elektrarne ne zaračunava nič drugega razen prispevkov, katere se plačuje tudi, če ne bi imel nobene porabe na tistem merilnem mestu. Če pa pride do tega, da porabnik porabi več, kot je proizvedel v določenem obračunskem obdobju, se ta razlika doplača. Če pa v primeru, da ni porabil vso energijo, mu pa v bistvu to energijo jo lahko v bistvu preda ali proda. Zdaj, v našem podjetju Sonce energija imamo tudi svojo lastno bilančno skupino, katera omogoča prenos teh viškov tudi na drugo merilno mesto. Kar pomeni, če ima porabnik v nekem obračunskem obdobju presežek teh kilovatnih ur, katere je proizvedel, jih lahko on sam določi, komu bo te kilovatne ure predal in jih na tem drugem merilnem mestu ta drug uporabnik porabi. Kilovatne ure lahko predamo sosedom, prijateljem, staršem ali pa jih porabimo kar na lastnem vikendu. Koliko privarčujemo pri uporabi sončne energije, če to primerjamo z električno energijo iz omrežja? Investicija v sončno elektrarno je seveda investicija na dolgi rok. Zdaj, glede na cene, kakršne so trenutno cene električne energije, se ta rok v bistvu pred 2-3 leti skoraj prepolovil. Trenutno, če bi pogledali, koliko stane kilovatna ura bruto, je to čez 20 centov pri gospodinjskih odjemih. Kar pomeni, da če ima neko gospodinjstvo 10.000 kilovatnih ur, je to 2000 evrov na leto. Neka investicija v sončno elektrarno tega ranga, 10 kilovatov, da bi proizvedla nekaj 10.000 kilovatnih ur letno, pa je cirka tam 13.000 evrov. Kar pomeni, da je investicija se vrne po tej ceni električne energije, ki je danes, v 7 letih in še prej. Je pa seveda večja kot je investicija, seveda tudi porabnik ima ponavadi večjo porabo električne energije in investicija se v bistvu vrne še prej. Sončnih celic ne smemo zamenjevati s sončnimi kolektorji, ki segrevajo vodo v sistemu. Razlika je ogromna. Sončne celice proizvajajo izključno električno energijo, ki jo iz enosmernega toka prevajajo v izmenični. Ta pa je že pripravljen za uporabo v gospodinjstvu ali omrežju. A vsaka streha ni primerna za vzpostavitev sončne elektrarne.
Večina streh v Sloveniji je primerna za postavitev sončnih elektrarn. Da ni primerna, je verjetno zaenkrat samo več ali manj severna stran, kjer ima res slabši izkoristek. Pa še ta je odvisna tudi od naklona same strehe. Pred 10 leti, ker je bila investicija v sončne celice bistveno večja, tako skoraj 4-krat večja, kot je danes, so se vedno izbirale samo lepe južno orientirane strehe. Zdaj, ker je elektrika tudi dražja in tudi celice so se, sama investicija se je pocenila, se v bistvu izbirajo strehe, katere so pač primerne vzhod, jug in zahod. Večinoma se lahko uporabljajo te strani strehe. Elektrarna bo delovala ne glede na položaj strehe. Če se hiša oziroma streha nahaja v senčni soteski, bo imela investicija toliko daljši rok povrnitve. Negativnih strani sončne elektrarne skorajda ni. Negativna stran je v bistvu hrbtna stran sončne celice, ki ne proizvaja električne energije. To je mogoče edino negativna stran. Drugače pa sončne celice oziroma problem se zdaj pojavlja drugje. Problem je v tem, da je prešibko omrežje za investicije, katere bi v bistvu v tem času jih radi izvedeli. Tako pač podjetja kot tudi fizične osebe, gospodinjstva. Zaradi tega, ker je omrežje ni bilo predvideno, ko se je gradilo za tak koncept, v kakršen gremo danes, ne. Kar pomeni, da elektrodistributerji ne izdajo soglasja za gradnjo elektrarne. Zakaj? Elektrodistributer pogleda in tudi naredi meritve glede na lokacijo, kjer si posameznik želi postaviti sončno elektrarno. In v kolikor je ta preveč oddaljena od trafo postaje ali pa so pač vodi električni prešibki, potem ne more praktično se priklopiti sončna elektrarna v sistem. In to je zdaj s tem, ko prihaja do tega povečanega povpraševanja po sončnih elektrarnah, je ta problem čedalje bolj pogost. Težava je rešljiva s širitvijo omrežja ali z baterijskim sistemom, ki za določen čas shrani energijo v bateriji in jo takrat, ko sonca ni, oddaja nazaj v omrežje. Sončne elektrarne nas v prihodnosti lahko združujejo. Za skupnost sta potrebni pa najmanj dva, se pravi 2 merilni mesti. In potem se lahko naredi skupnostna samooskrba, lahko jih pa pač kolikor jih pač se želi v to skupnost priključiti. Se pravi, naredi se, da je nekje obstaja neka večja streha in so okoli vaščani oziroma ponavadi je to na vasi bolj pogosto kot v mestu, ker je pač več teh gospodarskih poslopij, se odločijo, da naredijo skupaj investicijo v sončno elektrarno. In to je potem narejeno kot skupnostna samooskrba, kjer je ena velika elektrarna, kjer se potem deleže razdeli glede na njihove vložke v to sončno elektrarno in potem tudi vsi iz te sončne elektrarne potem lahko prejmejo to energijo. Sončne elektrarne skupaj z vetrnimi v Sloveniji predstavljajo zgolj 3% oskrbo z električno energijo. Pot do dobrega razpolaganja z energijo je še dolga. Sončne elektrarne so definitivno dobra naložba. Dobra naložba za prihodnost. Zakaj? Zaradi tega, ker prvič imajo zelo dolgo življenjsko dobo. Življenjska doba je večinoma od proizvajalcev garantirana nad 25 let z izkoristkom nad 85% nazivne moči.
Tudi ostala oprema, se pravi od razmernikov do optimizatorjev, so življenjske garancijske dobe na 10 do 25 let. In kar pomeni, to je garancija, da minimalno do takrat garantira proizvajalec, da to dela, ne. Se pravi, življenjska doba je lahko še enkrat daljša, ne. Material, ki se vgrajuje v sončne celice, je naraven in razgradljiv, zato so okolju prijazna rešitev. Večinoma gre za steklo in aluminij. Celice, končne fotocelice so pa narejene iz silicija, ker je spet naravni material. Tako da tudi, kar se tiče same razgradnje teh panelov na dolgi rok in te opreme, je pač okolju prijazno, je reciklirana, se da v bistvu reciklirati ves material.